Če se osredotočimo na področje energetske učinkovitosti, potem jaz mislim, da sigurno bo potrebno tukaj še marsikaj narediti, kajti Evropska unija je jasno prepoznala priložnosti na področju izkoriščanja energetske učinkovitosti kot tisti temeljni ukrep, ki nas bo pripeljal tako do izpolnjevanja podnebno-energetskih ciljev, klimatskih in tako naprej. Skratka, da je to ukrep, ki ima bodočnost. Evropska komisija se sicer ni uskladila v celoti glede obvezujočih ciljev, tako da v tej fazi je ostala na obvezujočih ukrepih. Skratka, lahko pričakujemo v prihodnjih zakonodajnih predlogih, da bodo države članice morale poskrbeti za odpravljanje določenih ovir pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, kar mislim, da je dobro, ker pokazalo se je, da recimo da izvajanje energetskega pogodbeništva šepa zaradi določenih zakonodajnih ovir v Sloveniji, da so še določene druge omejitve, ki se pojavljajo, kjer bi lahko država s določenimi popravki, bodisi na strani zakonodaje, bodisi s določenimi spodbudami, pomembno prispevala k hitrejšemu izvajanju določenih ukrepov in s tem tudi seveda izkoriščanju tega velikega potenciala. Tako da in mislim, da v nekaj letih do leta 2013 se bo pokazalo, kako uspešni smo na tem področju, potem pa bo Evropska komisija ponovno preverila, če sledimo zastavljenim ciljem, in v primeru neizpolnjevanja teh ciljev oziroma da ne bomo na pravi poti, se bo gotovo razmišljalo o bolj obvezujočih rešitvah, kot so bile uporabljene recimo na področje obnovljivih virov energije. Zagotovo, kot smo danes slišali, je bilo Evropska komisija razmišlja o bistveno širših standardih energetske učinkovitosti, ki jih danes že poznamo na določenih področjih. Te standardi se bodo še razširili, skratka vedno več izdelkov bo vključeno v te standarde, kjer se bo zahtevala neka minimalna učinkovitost teh izdelkov, s tem, da se bodo te standardi razširili ne samo na posamezne izdelke, ampak tudi na sisteme, da se bo preverjala učinkovitost tudi večjih industrijskih sistemov, kot je nekih večjih procesov, ne samo posameznih sklopov, kar bo zagotovo pripomoglo k večji učinkovitosti teh sistemov. Razmišlja se celo o obveznih energetskih pregledih, predvsem pa jaz mislim, da bomo imeli bistveno večjo vlogo upravljanja z energijo, skratka uvajanje sistemov aktivnega upravljanja z energijo, in na ta način jaz mislim, da bodo podjetja lahko bistveno hitreje izkoristile svoje priložnosti. Predvsem pa en pomemben segment pa je tudi, kot sem že omenil prej, recimo energetsko pogodbeništvo, skratka, da se bo z odpravo teh ovir tukaj odprl bistveno večji prostor za podjetja, ki nudijo energetske storitve, spravo, da bodo te ukrepe tudi sama podjetja sfinancirala in potem skozi zagotovljene prihranke v pogodbenem obdobju se je to investicijo tudi povrnilo, kar mislim, da je lahko en zelo učinkovit ukrep tako za industrijo, kot pa še morda posebej za javni sektor, kjer dejansko ni sredstev za investiranje na to področje.